Ja, danes v bistvu sem se odločil, da bom poskusil pokazati, da inovacija ni preblisk, ampak zahteva zvestobo. In prek naše zgodbe pač želim spletiti nekaj niti, kako smo do tega prišli in kaj je iz tega pač nastalo. Tako kot je Alen že rekel, prva tehnična opomba, preimenovali smo se, zaradi tega, ker smo se enostavno naveličali po telefonu vedno govoriti Saša Knez za e-reforma, iz kje? A-E-R-E-F. V glavnem in zdaj smo pač, kar neka oblika, kar mislim, da nas nekako najbolj opiše tudi. Kje se je začel? Začel se je v bistvu v mojem mladosti. In sicer pri 15 letih sem se začel šolati za pilota in našo generacijo pilotov so vzgojili eksperti, učitelji letenja iz jugoslovanskega letalstva. In cela 90. leta smo mi poslušali zgodbe, smo poslušali prigode in opise nekega letalstva, ki ga v tistem trenutku ni bilo več. Neke čist druge dimenzije, neke čist druge razsežnosti, neke čist druge sposobnosti. In vrh tega letalstva je v veliki meri predstavljalo to letalo, to je nadzvočni prestreznik, to se reče samo MiG-21. In dejansko, raketa, pač dvakratna hitrost zvoka je dosegel še takrat, ker je bil najpočasnejši na pristajanju, imel 300 km/h in več. In seveda za mladeniča, kot sem bil takrat, me vedno zanima, to je tisti ultimativni pilotski izziv, kako je nekaj bilo to leteti. In seveda, stvari, ki so pač v puberteti naredijo, ker ostanejo dosti časa z nami. In potem par let nazaj, verjetno nekih 5-6, se pa nekaj naredilo. In sicer, da je v obdobju parih mesecev prišlo ven ena ruska simulacija, računalniška, čisto navadna igričarska, ampak zelo natančna tega letala in prva virtualna očala so prišla. Zdaj, verjetno vsi v tej sobi že imate izkušnje z virtualnimi očali, ker zdaj so že dosta razširjena, ampak tisti, ki nimate, lahko rečem, da to je približno tako, da poslušaš glasbo v sobi, veš, da si v sobi in veš, iz kje ta glasba prihaja. Medtem ko virtualna očala so pa približno tako, kot da poslušaš glasbo na slušalkah. Tle nekje prihaja glasba ven. In isto je za vizualno iluzijo virtualnih očal. Ko pogledaš levo, se ti pač slika spremeni in ti si noter v tistem svetu. In mi smo prvo virtualno očala kupili, to simulacijo smo naložili na pač sposojen računalnik in smo šli leteti MiG-21. Celo enega učitelja letenja, ki je pač poučeval na pravih MiG-21, smo prosili, da je naredil pripravo, da smo približno vedeli, kaj delamo. In je bilo vrhunsko. Res pač izredno imerzivno, izredno vizualno izkušnja in vse nas je noter potegnilo. Pravzaprav tukaj nas je noter potegnilo, da smo rekli, to je pa toliko fajn, pa mi kot piloti lahko toliko pridobimo s tem, da bi pa mogoče toliko narediti še kdaj. Ampak če je bila vizualna izkušnja dobra, pa pač, če sediš na enem nasladjaču, ni to glih isto kot pač, če sediš v pravem letalu. In zato v naslednjih letih, in dejansko je trajalo leta, smo začeli ta naš simulator MiG-21 dograjevati. Po eBayu, v browser history mojega eBaya je samo ena beseda, in sicer MiG-21. In vse možne stvari, vse palice, krmila in tako naprej, do katapultnega sedeža smo kupili z eBaya in smo počas zadevo dograjevali. In kar naenkrat je začel projektovati dober simulator. Mi smo se tudi zdali več naučili na njem. Zdaj znamo narediti višinski let na MiG-21, znamo narediti hitrostni let na MiG-21, smo tudi pristali ga znali. Pri tem smo se kot piloti, smo se v bistvu zelo trenirali. Ampak jaz sem mislil, da bo to, da bo na tistem nivoju nekako obstalo. V bistvu, pravzaprav nabili smo precej drag, pa 300 kg težek joystick. Nekaj v tem smislu. Ok, pa bom tole zgodbico zaenkrat malo prekinil, pa se vrnem še nekaj let nazaj. In sicer, enih 6 let nazaj sem bil preizkusni pilot v Pipistrelu in sem videl, da pač podjetje blazno raste. In da ne samo, da podjetje blazno raste, ampak da bo tudi čezdalje večji in bolj kompleksni projekti. In da bodo te
projekti potrebovali nek robusten sistem šolanja, da jih bo podprl. In sem šel k Ivotu in je rekel, ja, res je, letalsko šolo radimo, lahko ste neodvisni in jaz v to sicer ne bom nič vlagal, ampak tudi nič nočem imeti od tega. Kar pomeni, da nam je v bistvu dal prostor. In to je izjemen izraz zaupanja in brez tega izraza zaupanja danes pač sigurno tukaj ne bi bilo. In zato smo naredili letalsko šolo, imenuje se Akademija 4, domuje v Zagorju in ima 3 naloge. Prva naloga je, da podpira velike projekte, pa ne samo Pipistrela, pa slovenske letalske industrije. Potem malo kasneje. Druga naloga je, da razvija šolske sisteme, ki se potem tržijo zraven letal. Kako pomeni recimo tečaj za pilota na tem specifičnem letalu. In tretja naloga je, da ne zmorimo z razvojem, je, da mi imamo v Zagorju letalsko šolo, kjer vsako leto izšolamo nekaj kandidatov. Kar pomeni tudi jaz kot preizkusen pilot, kot vodja šolanja, se vsak teden usedem z začetniki, zaradi tega, da se spomnim pač, kaj je pomembno in kaj je težko. Recimo taki diskretni projekti, torej enkratni projekt je bila recimo Indija, ker smo v Indiji šolali pač njihove učitelje, vojaške učitelje letenja, da so pač lahko Indije še vedno letijo pač varno Pipistrelova letala. Tudi zaradi te šole smo v bistvu enkrat že tu bili, zaradi tega, ker, tako sem rekel prej, da razvijamo sisteme, ki pomagajo letalskem šolanju. En izmed teh sistemov je šolanje nadaljavo. In ker smo hoteli rešiti ta problem, kako pač pilote dobro, kvalitetno in konsistentno izšolati, kar se tiče teorije, smo kar naenkrat zelo dobro postali v šolanju nadaljavo, v e-šolanju. Naredili smo ogromno portalov, pa ne samo za letalstvo, tudi recimo za inštitut za varilstvo, pa za ogromno evropskih projektov in kar dobro vladamo pač to šolanje nadaljavo. Mimogrede, za to 2014 smo dobili srebro na nacionalnem nivoju, v bistvu ne toliko zaradi inovativnosti, ampak zaradi dovršenosti, ker mi šolanje nadaljavo res štekamo. Mogoče prvi primer zvestobe, zdaj so simulatorji pač predstavljajo velik del našega poslovanja, ampak letos smo recimo izdali nov portal za nas, za letalsko šolanje. Kar pomeni, ni to en preblisk, pa gremo naprej, ampak jaz mislim, da vse, kar delamo mi, če je v ta prava smer, se preko slej nekako vrača, tako, ker se vračajo pač letni časi, se vračajo tudi produkti in dobre ideje. Ampak, da se vrnem nazaj na letalsko šolo, mi smo bili nad tem migom navdušeni, učitelji letenja smo trenirali, in tisto, kar je bilo v bistvu res pomembno pri tem, je, da smo učitelji letenja dobili izkušnjo, kako je leteti, kako se je učiti pravzaprav v virtualnem svetu. In smo gotovili, da mogoče bi pa tudi na teh lahkih letalih lahko naredili simulator, s katerim bi se lahko učili. Zakaj ni bilo to prej? Ni bilo prej zaradi tega, ker v bistvu na velikih potniških letalih vidiš sam naprej. In tam, če daš monitor oziroma zaslon, oziroma neko projekcijsko platno, je čisto dobro. Medtem, ko v lahkih letalih moraš pa vedno gledati okrog. In to je z monitorjem ne mogoče doseči. Ampak s to tehnologijo pa je šlo. Zdaj, razvoj je bil pa nekaj drugačen, zaradi tega, ker če smo na migu naredili samo v bistvu ta hardverski del, smo se mogli naučiti tudi softverski del. Najprej smo naredili aerodinamično-mehanični model, kar pomeni, da je letalo leto prav, potem pa veliko časa smo porabili za to, da smo zmodelirali kabino in vse ostalo. Zaradi tega, ker ravno v tem dela pač virtualna očala, da nisi v sliki, ampak da si znotraj objekta. Potem, ko se pač premakneš levo, se tudi perspektiva vse pravilno spremeni. To je tisto, kar daje imerzivnost. In zato v bistvu tu je nekaj slik, kako je ta virtualna kabina rasla. Tukaj smo bili pa že na znanem terenu. Iz Madžarske smo dobili strmoglavljeno Pipistrelova letalo. To, da se kar vidite, da je špric kici, pač so bile lukne. Ampak tukaj smo že v bistvu bili tam, ki smo bili z migom, kar pomeni, da smo dejansko zadevo končali. Rezultat je bil to.
In potem jaz pokličem Ivo, in rečem, Ivo, mi smo v simulator naredili. In tu smo pač bolj kaj naredili brez vednosti, pač kogarkoli, ne. In spet v drugem velikem koraku zaupanja je rekel, ok, Saša, bomo dali simulator na Friedrichshafen, pa bomo videli, kako bo pač odziv. Friedrichshafen je največji sejem torej lahkega letalstva v Evropi. In nikoli ne bom pozabil tistega dneva. Sejem traja od srede do sobote in jaz sem v torek zvečer, ko smo postavili simulator, sem šel po vseh halah, ker jaz sem pričakoval, da v tistem trenutku bo vsak velik proizvajalec imel virtualni simulator. Torej, simulator z virtualno računalnico. Zaradi tega, zakaj hudiča ga ne bi imel? To je toliko odlično orodje, ne? Pa nismo mi edini, ko se bomo to pač spomnili. In smo bili edini. Pa ne samo to leto, tudi naslednje leto. In sejem je bil fantazija. Vrsta je bila pred simulatorjem. Delali smo 100 demonstracij na dan, 5 dni. In z veseljem pač lahko poročam, da so tudi prodajni rezultati v bistvu, ki so sledili v teh 2 letih podobni. In sicer naši simulatorji so zdaj pač po celem svetu, Kitajske, Amerike, Švedske, Švice, Anglije in tako naprej. Trenutno delamo, oziroma naslednji mesec bomo končali simulator serijske številke 20. Tako da v bistvu, ja, ta simulator za pipistrel, ki se mu reče X-Alpha, je pač zelo uspešen. Pa mogoče ne bi končal tule, čeprav verjetno počasno bi že mogel. Ampak, ko smo prišli iz Friedrichshafena domov, je v.d. direktorica takratnega Ksevta, današnjega Nordunga, v Vitanje, verjetno hišo prepoznate, je rekla, ok, zdaj pa mi rabimo res nekaj takšnega, kot imate vi, zaradi tega, ker pač potrebujemo neko atrakcijo, da bi pač več obiskovalcev privabili. In sem se spomnil, ok, X-Alpha, zdaj, da smo jih bili kar pač prodali, ne, pa mi še rabimo za razvoj, to ne moramo dati, ne, ampak imamo pa eno raketo, ne, oziroma sva raketo, ne. In smo tega našega miga, ko je bil samo v bistvu trenažer za nas, ne, smo rekli, da se to pa mogoče v Nordung, vesoljsko, pa to kar spada, ne. Smo se dogovorili za najem, ne. In to je zdaj pač mik v Vitanjah, ne. In priznajte, da zgleda, da dela vesoljski. Pa ne samo da zgleda vesoljski, ampak dobre prodajne rezultate je dosegel. V bistvu, ja, je dela to, da je vlekel ljudi v Vitanje, ne. In ja, ne, kdo bi se mislil, da nekaj, kar je v bistvu ratali iz čiste radovednosti, iz čiste neke želje po pilotiranju, to pač je zanimivo tudi za širša javnost. Potem je prišla pač nagrada, ne, tako kot je kolegica rekla prej, zelo ponosen trenutek, ne. Predvsem tisto, kar je ponosen trenutek, je zaradi ekipe, in sicer ta pač ekipa je vrhunska in še ljudi manjka in zapomnite si te obraze in zapomnite si te imene zaradi tega, ker te bodo nekaj še narediti, ne. Ja, in potem naslednja zadeva, ne, če že dela MIG v vesoljskem centru, v Vitanjah, ste bili v Vitanjah, tudi kako je šel bolnica Frana, ne. Vitanju pa... V Vitanju. Mi izhajamo. Odlično. Hvala za reklamo. No, to je malo med danes, ne. No, in potem smo ugotovili, da bi MIG mogoče še boljš delal v parku vojaške zgodovine Pivka. Sedaj je tam že dobro leto pa pol. In z veseljem lahko povem, da v bistvu tisto, kar se nam je zdel, da je sploh neuporabno za kogarkoli drugega, kot za neparoče letenja. Mesečno leti, po leti 300, po zimi pa pač 150 obiskovalcev. Tako da mogoče kakšne take želje, ki mislimo, da so samo naše, niso samo naše. Ja, in te niti hočem preprediti med sabo, kako se dejansko te krogi vrtijo, ne. Zaradi tega, ker pa to sem zdaj izbral samo 2 projekta, vseh je še več, ne, pač bi bil potem res absolutno predolg. Vitanje, ne, je ugotovil, oziroma Nordung center je ugotovil, da dejansko
pogrešali prihodek od simulatorja, so se odločili, da bodo pač investirali v svojega. Naš brief je bil zelo enostaven. Naredite nekaj vesoljskega, naredite nekaj z didaktično vsebino, pa naredite tako, da boste do konca leta pač dobavili. Seveda pač državna organizacija. In potem smo vzeli v bistvu en izmed naših teh pipistrelov simulator smo vzeli, smo dali razne vesoljske elemente in je radal tole, kar pomeni, da zadeva res vleče. In tista didaktična vsebina je pa, da lahko zdaj v bistvu pipistrelovo letalo letite v orbiti in kar je super, če imate otroka in pač se uči geografijo, Evropa že prepozna dobro, kaj pa Čile. Tako da, to je nekako to. Velik napredek je potem zaradi v bistvu vseh teh uspehov je Ivo pač rekel, da Pipistrel, Akademija Pipistrel je toliko pomembna zadeva, da je to zdaj strateški program Pipistrela in tudi naša enota je v bistvu zelo dobro definirana, mi smo laboratorij Pipistrelove akademije, kar pomeni, da dejansko je prišel tudi do nekega formalizacija teh odnosov in tako naprej. Brez vsega tega, kar sem naštel, to tudi ne bi bilo možno. Kaj delamo? Šola raste. Iz enega najetega aviona pred 6 leti smo zdaj prišli na 2 lastna pa en simulator. Razvijamo naslednjo generacijo simulatorja za Pipistrel, kar pomeni reče se bo X-Alpha 200 in po naslednji mesec začel ugledati luč sveta. Vse, kar smo se naučili od teh 20 simulatorjev, vse uporabniške informacije, povratne, smo ukomponirali v dizajn tega. Še vedno smo v Zagorju, ampak tole ni Zagorje, ampak to je virtualno Zagorje, kar pomeni smo ga zarisali, smo ga zmodelirali in z veseljem lahko rečem, da po zimi od 2018 do 2019 smo izšolali prvo skupino pilotov, ki so najprej se izšolali na simulatorju in šele sedaj dajemo počasna letala. Bom zelo zmerno optimističen, pa bom rekel, da so rezultati fantastični. Zdaj pa mogoče tiste 2 minute, ko sem že predolg, ampak se splača. Kaj pa drugi? Kje so drugi? Tole v tem mesecu so 5. maj 2019 ameriške zračne sile bodo začele šolati pilote na virtualnih pečatih. Tole se slika. Malo se zrobi. Ja, 2 leti so za ne. Kar pomeni, kraljeve zračne sile v Angliji, ameriške zračne sile so 2 leti za eno garažo za sabo. In jaz to zelo težko sam po sebi mentalno predelam. Po drugi strani pa tudi razumem, zakaj. Zaradi tega, ker mi imamo zelo hitri cikl. Mi pač znamo vse od tega, da znamo leteti, da znamo pač variti, lotati in da znamo pač plugine napisati. In zato, če nekaj razmišljamo, pač, da v naslednji aktoraciji ravno na simulator to je čez 4 dni končal. In mogoče je to prednost naša. Zagotovo bodo pa, ne verjamem, da bomo lahko zdržali pač, finance, ki jih vlagajo drugi v to. Ampak bomo imeli pa izkušnje. Mi točno zdaj vemo, kako se zadeva šola v VR okolju. Tako da bomo videli, kaj bo. Kaj je to za podjetje prineslo? Za podjetje prineslo rast. Zdaj, tale graf, 2 stvari vzamete iz njega, to so prilivi. Pred 3 leti sploh še nismo bili podjetje. In zvestoba. Koliko dolgo časa smo mi delali stvari, kot so MIDI, pa ne samo to, milijon drugih stvari, da smo prišli pač do nekega nivoja. Ta svoj pač sektor z visokim vstopnim pravom in je treba delati. Tako da zdaj po IPS-u smo hitro rastoče podjetje, od časa inovacije smo se bolj ne podobljali po kvadratih in po prilivih in po zaposlenih. Mislim, da zelo dobro delamo to, da držimo ravnotežje med razvojem, pa med izdelavo, pa med operacijami. Tako da zelo hitro pridemo na realnost. Pa
Ja, naporni je pri nas, ne. Naporni je pri nas zaradi tega, ker pač fizično rastemo, ker tehnološko napredujemo, pa zaradi tega, ker v bistvu imamo razvojne projekte, ne. Tako da zdaj pač razmišljamo, da bomo v prihodnosti mečkam kapitala vzeli ravno zaradi tega, da celo potencial ekipe pač izkoristimo. Končujem pa sploh slika. Lepa, sončna zahod, verjetno aviona sploh niste povedali. Kaj je naš cilj? Kaj je naša zaveza za naprej? Ne? To, da se je zgodil 10 dni nazaj. Ne? Avion je zelo malo poškodovan, pilot je v redu, pač malo dolg je bil pri pristajanju, ampak letalstvo ocenjuje zelo strogo. In če pogledam, v bistvu sem hotel povedati, kako se vračamo na online šolanje, kako se vračamo na simulatorje, kako se vračamo na iste stranke, kako se vračamo na iste odnose, kako ista ekipa dela. Ne? Mogoče se pa nekaj spremenili, mogoče smo se spremenili mi. In sicer nekaj let nazaj, ne? Ja, smo bili vsi divji, da pač smo iskali pilotske izzive in smo naredili simulator zaradi nas. Medtem ko zdaj, ena zelo enostavna želja. Ne? In sicer željo imamo pač, da posadke, ki jih vsakodnevno pošiljamo z 200 do 300 km/h čez horizont, da se vrnejo varno. Željo imamo, da vsi zaposleni, ki pač hodijo v službo z istim žarom, kot hodijo zdaj. In enostavno smo prišli iz tega, da pač nekaj delamo, da se pokažemo, v to, da nekaj delamo, da služimo. In iz tega pa mislim, da je dosti dobro izhodišče, da pa mogoče celo bomo držali prednost tudi pred največjim organizacijam. Zaradi tega, ker služimo. In to smo laboratorij Pipistrelov akademije, to smo Akademija 4 in to smo Alfa Mix in za pozornost sem pa najlepše